Ja, drage gospe, dragi gospodje, drage kolegice, kolegi. Lepa hvala, da ste se odzvali našemu povabilu na to tiskovno konferenco ob letu dediščine Filozofske fakultete, ki pravkar teče v tem akademskem letu. Leto dediščine FF nadaljuje serijo promocijskih aktivnosti naše fakultete po letu učitelja, ki je teklo lani, in letu jezikov, ki je teklo leto predtem, smo letošnje študijsko leto ali pa akademsko leto razglasili za leto dediščine, skratka za serijo promocijskih aktivnosti našega znanstvenega in pa raziskovalnega dela in pa našega dela s študenti. Ne gre pa pri tem samo za promocijo fakultete in njenih raziskovalcev, njenega raziskovanja, njenih raziskovalnih dosežkov, ampak gre obenem tudi za, kot sami menimo, za našo dolžnost, tako znanstvenikov in profesorjev, kakor tudi državljanov, ob dogajanju ali pa ob dogajanjih z dediščino ali pa ravnanju z dediščino v našem času. Zakaj torej leto dediščine FF? Naj z vami, ali naj vam to ponazorim svojo včerajšnjo nedeljsko miniaturo. Bil je krasen dan. Bil je krasen dan in sprehajal sem se po krakovskem predmestju, tem očarljivem delu Ljubljane, kjer so te krasne baročne hišice. No, ampak to krakovsko predmestje, ki pravkar tudi doživlja svojo preobrazbo, te hišice se obnavljajo na takšen ali drugačen način. No, krakovsko predmestje pa ne slovi samo po svojih fasadah in solati, ampak tudi po eni specifiki tega mesta. Namreč tam imate, na marsikateri hišici imate lino, v kateri je svetnik ali manjše kapelice. No, in ustavil sem se tudi in ustavil se mi je pogled pred eno izmed najbolj dolgočasno obnovljenih hišic z eno tako sivo fasado. In v tej fasadi je niša in v tej niši je stal tale napis. Na kartonu: svetnikov se ne krade, sveto Barbaro prosim vrnite, dam 100 evrov. In v tej nedeljski miniaturi se mi zdi, je pa zgoščeno pravzaprav vse, kar se z dediščino v današnjem času dogaja. Torej, dediščina izginja, tisti, ki jim do te dediščine kaj je ali imajo do nje nek odnos, prosijo, da bi se vrnila, in zato bi dali vse ali skoraj vse. In vendar ostane navadno le pri kosu papirja. Eden izmed izzivov, eden uvidov, ki smo jih v tem našem dosedanjem teku leta dediščine lahko si ozavestili, je recimo zavest uvid glede našega zakona o varovanju kulturne dediščine, ki ga pravzaprav nimamo. Namreč namen zakonov samih po sebi je, da urejajo stvari v skupnosti, da ustvarjajo mir v skupnosti, da omogočajo delati dobro tistim, ki to morajo oziroma ki to hočejo, in da kaznujejo tiste, ki delajo hudo oziroma slabo. Naš zakon ne počne nič od tega in moja teza je, da mi zakona o varovanju kulturne ali pa naravne dediščine pravzaprav sploh nimamo, in če nimamo zakona, je dovoljeno vse možno tistemu, ki hoče, pa naj hoče karkoli. In kaj zdaj? Ali smo lahko kaj drugega, naše znanosti, etnologija, antropologija, umetnostna zgodovina, literarna zgodovina, arheologija, zgodovina, ki se ukvarjajo z kulturno dediščino, ali smo lahko kaj drugega še kot glas vpijočega v puščavi, ali pa nam je lahko naše ukvarjanje z dediščino oziroma dediščina sama tudi v navdih.
v tem, da vendarle naredimo tudi kaj dobrega za njeno ohranjanje in razumevanje. No in na to vprašanje bodo danes skušali, ali pa bomo poskušali danes odgovoriti z našimi raziskovalci, ki se z dediščino ukvarjajo, Renato Klemenčič, medievistko, umetnostno zgodovinarko, ki svoje raziskave večinoma posveča srednjeveški arhitekturi, pa profesorjem Rajkom Muršičem, antropologom, kulturnim antropologom, ki se zadnje čase zlasti posveča senzorni, da tako rečem, antropologiji, z literarno zgodovinarko Urško Perenič, specialistko za slovensko literaturo 19. in pa zgodnjega 20. stoletja in literarno teoretičarko, in pa Matijo Strličem, Matijo Češnarjem, arheologom in enim naših najuspešnejših vodjem številnih projektov in uspešnim raziskovalcev. Torej, kako v teh časih, ko izginjajo svete Barbare, sporočili naših hiš. Ampak morda na začetku, kaj vam pravzaprav tako raziskovalcu kot ali pa raziskovalki pravzaprav pomeni dediščina. Kaj vam pomeni dediščina, torej kot raziskovalcu, znanstveniku in pa tudi povsem osebno. Urška, bi morda ti odgovorila najprej. Ja, hvala za besedo. Kot literarna zgodovinarka seveda pod literarno dediščino najprej pomislim na stare tekste, ki imajo tako obliko rokopisa, tipkopisa, kot tudi stare knjige. Ob čemer je seveda zanimivo, oziroma je treba poudariti dejstvo, da je literarna dediščina nekako v preseku med materialno in nematerialno. Knjige, rokopisi, starodavna besedila so zanimiva tako po eni strani kot fizični objekti in pa kot nosilci zanimivih duhovnih vsebin. Ob rokopisih sem vedno vznemirjena, zato ker seveda gojim misel, da so nastali izpod rok literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk in so svojevrsten čas, razen besedil, ki so bila medtem natisnjena, z nekdanjimi časi, ki jih ni več, pa so vendarle shranjeni besedah in med vrsticami. Slovenska literarna dediščina je razmeroma široko področje, namreč če po eni strani pomislimo na kartonaste škatle, mnogoštevilne mape in zvezke, ki jih hrani denimo Narodna in univerzitetna knjižnica, kjer je naš največji literarni arhiv. Ne smemo pozabiti niti na bogastvo, ki se hrani v pokrajinskih, občinskih knjižnicah, muzejih, zbirkah, tako javnih kot zasebnih. Slovenski prostor pa je zanimiv tudi po tem, da je prepreden z množico literarnih poti, da je posejan z rojstnimi hišami, spominskimi hišami naših ustvarjalcev in ustvarjalk in da nas slovenski literati spremljajo tako rekoč na vsakem koraku, če pomislimo samo na poimenovanja ulic, trgov, šol ali pa denimo ustanov. Tako da je literarna dediščina zame nekaj, s čimer živim in kar me, kot rečeno, spremlja na vsakem koraku. Pozabiti ne smemo pa niti na to, da smo narod rojen iz besede in da je literatura skozi čas predstavljala zelo močno identifikacijsko točko in neko kohezivno sredstvo. Hvala lepa, Matija. Pa je zate dediščina. Najlepša hvala. Kot nekdo, ki je odraščal med omarami iz 19. stoletja, zaprešenimi knjigami, je bilo skoraj naravno, da sem se usmeril v preteklost in jo želel globje spoznati. In seveda, če na eni strani rečemo, da smo rojeni iz besede, na drugi strani lahko rečemo, da smo en najbolj arheoloških narodov na svetu,
Zakaj to rečem? Poglejte samo svojo osebno izkaznico in potni list, pa vam bo povsem jasno. Namreč simboli iz železne dobe so povsod in to je tudi citula zvač, eden najbolj reprezentativnih predmetov iz Narodnega muzeja Slovenije, je nekaj, kar spozna vsak Slovenec in ne pozna pa seveda vsega okoli tega predmeta, ne, in vseh drugih predmetov, ki so s tem časom povezani, ko je v različnih arheoloških obdobjih Slovenija na tem križišču poti iz Mediterana do Alp, iz Apeninskega polotoka v Panonsko nižino, na nek način krojila usode vladarjev, ljudstev, skupnosti in tako naprej. Tako da, ko enkrat začneš te stvari spoznavati, veš, kako bogata je naša dediščina, ne? In na drugi strani, ko začneš spoznavati potem možnost raziskav, ki jih ponujajo danes sodobne arheološke metode, si na nek način vsake toliko lahko resnično navdušen, vzhičen, kaj ti vse te nove metode omogočajo, ko lahko o posamezniku spoznaš, s čim se je prehranjeval, s kom je bil v sorodu, kje je potoval v času svojega življenja, in govorimo o časih 2500, 3000 in več let nazaj. Tako da arheologija se spreminja, arheologija nam omogoča marsikaj, seveda je pa treba na to dediščino tudi paziti. In kot nekdo, ki je bil vsaj 13 let zaposlen delno tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, lahko rečem, da je arheološka dediščina dobro zaščitena v Sloveniji. Nekaj projektov smo imeli izjemnih, če vas samo spomnim na gradnjo Slovenskega avtocestnega križa, to je en največjih projektov arheoloških v Evropi, iz katerega bo na koncu izšlo okrog 170 monografskih publikacij. Tako da gre za eno v evropskem stališču takih monumentalnih del in od takrat smo se, in tudi s tem projektom smo se arheologi ogromno naučili. Jaz sem imel srečo, da sem takrat bil tudi študent, izvajal raziskave na terenu in od takrat naprej seveda sem neločljivo povezan z arheologijo, ker sem se pač odločil, da je to tisto, kar me zanima, dalje pa ne bom šel. Zanimanje je začetek vsega dobrega, ne, upajmo. Renata, kaj je pa dediščina umetnostnih zgodovin? Mogoče bi rajškrat začela s to osebno neko izkušnjo, ker običajno ljudje, ki jih vprašamo, kaj je za njih dediščina, kaj je za njih najbolj pomembno, se ponavadi spomnijo stvari iz mladosti, iz otroštva, in to so objekti, prostori, predmeti, ki služijo ohranjanju spomina in se nanje tudi čustveno navežemo, ne. In predvsem, kadar te prostore izgubimo ali pa so uničeni ali pa jih se spremenijo, smo potem žalostni in jezni, in tako nas v bistvu izguba dediščine, šele izguba dediščine, zaradi izgube dediščine se zavemo, ne, kaj nam ta dediščina pravzaprav sploh pomeni. V raziskovalnem smislu je pa materialna dediščina temelj mojih raziskav. Sama se, kot je rekel že prodekan, ukvarjam s srednjim vekom in s prehodom iz srednjega veka v renesanso in s pomočjo tokov idej in umetnostnih vplivov raziskujem povezave v jadranskem prostoru. Seveda se trudimo, ne, da bi se ta dediščina čim bolje ohranila, da bi pač te raziskave lahko še naprej potekale, da bi preko dediščine, preko materialne dediščine lahko spoznavali svojo zgodovino in krepili svojo identiteto. In čeprav lahko na osnovi že ohranjenih umetnostno-zgodovinskih del in arhivskih dokumentov ugotovimo, da se je do danes ohranil le 10% materiala iz srednjega veka, to je neka taka dosti približna ocena. Tako da mogoče kaj več v umetnostno-zgodovinskih raziskavah pa še v nadaljevanju. Rajko? Ja, jaz bom pa tukaj črna ovca, tako kot ponavadi. Jaz se pravzaprav osebno sploh nisem zanimal pretirano za kulturno dediščino, ko sem začel delovati na področju etnologije in kulturne antropologije. Še več, prihajam iz generacije, ki se še spominja časov, ko beseda kulturna dediščina sploh ni bila v obtoku v našem jezikovnem kontekstu. Govorili smo o spomenikih in o tradicijah oziroma izročilih.
Ko pa se je seveda zadeva spremenila, sem pa sodel v generacijo, ki se je oblikovala ob punku v 70. in 80. letih in za nas je bilo slabo novo boljše od dobrega starega. To je bila moja socializacijska izkušnja. No, potem sem se Kot je rekel Brecht, alles Gute ist besser als alles Neue ist besser als alles Alte. Ja. Skratka, to je bil moto takratnega časa. No, in potem, ko sem se pa znašel na terenu v neverjetni vasi ali pa celo vasici Trate v 90. letih, se je pa izkazalo, da je tam skoraj da epicenter dediščine. Imajo vse, oziroma imamo vse oblike dediščine, kar pomeni nepremično, premično, materialno in nematerialno dediščino v obilici. Takrat je ta dediščina še nekoliko bolj živela, danes pa žal propada, kar bomo na enem od izletov, ki jih prirejamo v letu dediščine, tudi spoznali od blizu. Z dediščino sem se paradoksalno prvič kot raziskovalec srečal po letu 2011, ko sem v okviru svojih dolgoročnih in dolgoletnih zanimanj za samonikle prizorišča in za popularno glasbo v živo ugotovil, da je pa tam precej več dediščine kot dejanskega življenja, da so sama samonikla prizorišča in mladinska kultura pravzaprav že del nesnovne kulturne dediščine slovenskega prostora, da so objekti, v katerih je večina mladinskih in rockovskih underground klubov v Sloveniji, prav tako, tudi če ne nujno formalno, pa dejansko de facto kulturna dediščina, in da so dejavnosti, kot so glasbene dejavnosti, na primer jazz ali pa rock and roll, stare že 100 oziroma 80, malo manj kot 80 let, in ravno tako predmet dediščinskih posegov, predvsem v zadnjih 2-3 desetletjih, povsod po svetu, tudi pri nas, in muzejskega delovanja. Če pa pogledam kot etnolog na kulturno dediščino, pa seveda moramo omeniti, da je to kulturna dediščina vseh ljudi. Nič človeškega nam v etnologiji in antropologiji ni tuje, zato se srečujemo s prav vsemi oblikami kulturne dediščine na terenu, ampak predvsem tiste kulturne dediščine, ki ni dediščina elit, četudi se srečujemo tudi s to, ampak kulturna dediščina navadnih, preprostih ljudi, ki so podedovali znanja, izkušnje, prakse in pa seveda predmete od svojih prednikov iz preteklosti in jih, kjerkoli je to mogoče in kadarkoli je mogoče, še vedno dokaj trezno in ustrezno uporabljajo, čeprav pa seveda v sodobnih časih potrebujejo tudi spremembe in adaptacije na nove razmere, kjer pa seveda etnologi najdemo največ dela, ker delamo skupaj z ljudmi, toliko za zdaj. In kako jim pri tem, in tukaj smo morali biti pri naslednjem vprašanju, ki bi ga vam vsem zastavil, kako pa pomagate ljudem pri ohranjanju njihove dediščine? Kakšno je delo etnologa, antropologa pri tem? Pravkar, torej morda še to omenim, naš projekt, torej Leto dediščine FF, je sestavljen iz večjih ciklov, cikl predavanj, cikl okroglih miz, cikl ogledov dediščine na terenu in pa tudi cikl razstav. In pravkar ste antropologi postavili, oziroma vaš oddelek za etnologijo in antropologijo postavil na Krakovskem nabrežju eno imenitno razstavo o zeleni jami. Torej, ko antropologi govorijo o kulturni dediščini, ne gre samo za neke kmetije, ne gre samo za neko ruralno dediščino, če tako rečem, ne mečkaj bolj srlop, ampak dediščino vseh slojev prebivalstva in vseh življenjskih miljejev. No in pravkar je postavljena razstava o zeleni jami, ki jo je začel tam že v 50-ih, če kaj razumem, v 60-ih proučevati in je bil pri tem
pionir v proučevanju te, tako rečem, urbane življenjske scene, Slavko Klemenšek. Torej, kako antropolog ali pa etnolog pomaga ljudem, ki živijo po eni strani, želijo ohraniti neko stik s svojo preteklostjo, ki želijo ohraniti svojo dediščino, ampak in hkrati zaživeti udobno v svojem času. Ja, jaz bom začel najprej seveda z urbano tematiko. V urbanem okolju smo dejansko začeli raziskovati šele v 60. letih s Klemenškom in to je zdaj končno ponovno predstavljeno javnosti. V urbanem življenju nas zanimajo vsi možni načini življenja in delovanja, kar pomeni, da se srečujemo seveda tudi z dediščino, ki sodi v elitni kontekst. V glavnem pa še vedno predvsem naši kolegi in kolegice konzervatorji na terenu spremljajo in poskušajo reševati kulturno dediščino predvsem kmečkega, podeželskega okolja, ki se je pa večinoma ohranila zaradi revščine, da povem zelo natančno in zelo naravnost. Torej, če ljudje niso imeli sredstev za prenavljanje in posodabljanje svojih objektov, so ostali takšni, kot so jih podedovali v preteklem času. Nekateri so ohranjeni tudi v podobi iz zgodnjega 20. stoletja ali pa celo iz 19. stoletja z minimalnim vzdrževanjem, seveda s tistim nujnim vzdrževanjem za preživetje in ti so daleč najbolj dragoceni. Ampak ti ljudje nimajo denarja in nimajo sredstev za to, da bi zadeve spravili v red in tukaj mora pristopiti na pomoč država. Ta je pa do podeželske kulturne dediščine sorazmerno mačehovska, saj mislim, da niti 10% vsega denarja, ki je letno namenjen za obnavljanje objektov kulturne dediščine, ni namenjenih, mislim, da je manj kot 10% tej tako imenovani etnološki podeželski kulturni dediščini. Zdaj, tisto, kar je bistveno, pa je, da delamo z ljudmi. To pa pomeni, da ti ne moreš kot raziskovalec reči, tako in tako bomo naredili, ne da bi upošteval potrebe njenih ljudi, ne da bi jih poslušal, ne da bi stopil z njimi v oseben stik. To je ključna komponenta dela etnologa in kulturnih antropologov in v vsakem primeru, pri vsakem tovrstnem dialogu je potrebno najti pameten kompromis. Tukaj ni mogoče iti na 100%, tako bomo naredili, vi pa ne smete nič drugače, niti, zdaj bomo pa vse pustili porušiti in zgraditi na novo, ne? Ampak vedno najdemo nekje ene vmesne možnosti. Pomemben segment je pa tudi nesnovna kulturna dediščina, to so prakse, znanja, podedovana iz preteklosti skupaj z umetniškimi praksami, kot sta glasba in ples, ki ju na nek način ravno tako poskušamo ohranjati v njihovem živem, pristnem okolju, spremljati, kolikor je mogoče in spodbujati ljudi, da še naprej gojijo tisto, kar se jim zdi nepomembno. In največji paradoks kulturne dediščine, predvsem nesnovne kulturne dediščine na terenu je v tem, da dokler ljudje ne razumejo nekega svojega početja kot pomembnega, posebnega in drugačnega, to pač počnejo in ne razumejo kot kulturno dediščino, v tistem trenutku, ko je to ogroženo ali pa celo izginilo, pa poskušajo najti za nazaj, kaj so pa ljudje pri nas počeli v preteklosti, potem na novo oživijo določene prakse, ne. Tu nekje iščemo najboljše možne kompromise, prav tako kot pri nepremični kulturni dediščini. Matija, že si omenil avtocestni križ, ki se je tam v 90-ih začel graditi v podeželju. To je bil za arheologe ne samo velika priložnost, za spoznavanje preteklosti tega prostora, ampak tudi za velik izziv pri ohranjanju tega dediščine ali pa ohranjanje tega gradiva, ki ste ga tam našli. Kako ste se tega lotili in kako arheolog pristopa k tem stvari? Zdaj, v tistem času sem seveda sam šele trasiral svojo pot v arheologijo, je pa takrat naš oddelek za arheologijo Filozofske fakultete pač bil ključen s profesorjem Bojanom Đurićem, ki je vodil in zastavil ta projekt, ki ga je zastavil takrat po
najvišjih mednarodnih standardih. Takrat je slovenska arheologija začela spoznavati v veliki meri različne naravoslovne metode, ki so bile vključene v te raziskave. Tako da nam v tem trenutku države, kot so Hrvaška, Madžarska, Srbija, vsa jugovzhodna Evropa zavida na nek način, na kakega smo to speljali, ob tem, da je bil predvidena tudi končna publikacija. Ne? Se pravi, je pa seveda drugo, Ne bi zajelo vse. ki zajame celotno raziskave, vso dokumentacijo, vse. In seveda drugi izziv so bili pa muzeji. Bil pa muzejski del, kako vse te najdbe prevzeti. Depojev v slovenskih muzejih ni dovolj in to je en pereč problem. Drugo pa je seveda, da je s pomočjo spoznavanja tega projekta slovenska arheologija spoznala, da je preventivna arheologija, se pravi, se odmakniti morda za neko traso arheološkim najdiščem in ne zadeti toliko arheoloških najdišč, verjetno bolj prava pot. Ne? In zato smo mi v naslednjih letih, leta 2009 je bil z zakonom in 2008 je bil ustanovljen Center za preventivno arheologijo v sklopu Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je v tistem času skupaj z INRAP-om iz Francije bil ena pomembnejših ustanov, ki je v Sloveniji začela dejansko delati preventivno in arheologija je takrat prišla v prvi plan prostorskega načrtovanja. Od 2009 sem jaz bil tudi tam na Centru za preventivno arheologijo zaposlen in takrat smo na vseh velikih projektih in še danes CPA deluje na vseh velikih državnih prostorskih načrtih in marsikaj je bilo, marsičemu smo se v nekem trenutku lahko tudi ognili, ker smo pač skupaj sedeli za mizo, pogajalci iz različnih, iz naravovarstva in tako naprej in tudi arheologi, ki smo potem poskušali uskladiti, kolikor se pač seveda dalo. Odločitve so vedno, kot vemo čigave, ko se govori o nacionalnih trasah, ne, in takih projektih. Ampak jaz mislim, da je to bila odlična priložnost, ki jo je slovenska arheologija v veliki meri zelo dobro izkoristila. Tako da tisti projekti sicer tudi odkril številna najdišča, to, kar sem se jaz učil še konec 90-ih na fakulteti, danes za številna obdobja enostavno ne drži več, ker so ta prostrana območja, ki so bila izkopana, dala toliko novih podatkov. Je pa tako, da torej, arheologija se ukvarja ne samo, ali pa arheologi, kar je morda manj znano, se ne ukvarjate samo z antičnimi prazgodovinskimi obdobji, ampak tudi z najnovejšimi ali pa novejšimi obdobji, ne, ki so pa tudi svojevrsten izziv, ne, torej povojni poboji in tako naprej. Kako pa k temu pristopate? Kako pa k temu pristopate? Torej, to je tako imenovana temna dediščina, ne, ali težka dediščina, o kateri bomo morda še kaj rekli. Ja, morda je težka. Odvisno, kako gledaš na ta. Že sam sem sodeloval na več raziskavah, predvsem prve svetovne vojne, kjer smo razvijali to s kolegi iz Bristola, iz Združenega kraljestva. Smo izkopavali v Posočju in pokazali, koliko lahko arheologija doprinese pri prepoznavanju določenih zadev, ki niso bile zapisane. Ne? Zgodovina se piše, kot se piše, vsi načrti, ki se delajo vojaški, pogosto se delajo vnaprej, ko prideš na teren, se ne da jarkov speljati tako, kot je bilo načrtovano in so speljani drugače. Marsikaj smo na tak način lahko odkrili, tudi recimo grobišča z prve svetovne vojne, ki bi naj bila prekopana, pa so še vedno tam človeški posmrtni ostanki in seveda s tem ta prostor ne moremo postaviti v rang izpraznjenega prostora, ne, ampak je še vedno tam, so človeški ostanki in še vedno prostor spomina in še vedno prostor pietete in vsega tega, kar to prinese s seboj. So pa seveda tudi povojni poboji del arheoloških raziskav, kjer se predvsem metodologija mora uporabljati arheološka in če v to stopiš, v take raziskave stopiš profesionalno, z vso pieteto, z vso etiko, s kakršne se tega treba lotevati. Jaz tega ne vidim kot temačno dediščino. Seveda je produkt nekih dogodkov, ki jih mi danes vidimo kot temačne, ampak podobno temačne so tudi boji v prazgodovinskih obdobjih, v rimskem času in tako naprej. Ne? Distanca je drugačna. Seveda, mi se moramo zavedati, da so ljudje čustveno vezani na ta čas drugače. Ampak dokler ostaneš strokoven in deluješ z vsemi strokovnimi in etičnimi standardi, jaz tega našega arheološkega dela v prvem planu ne vidim tako problematičnega, je pa izjemno pomembno. Ker če tukaj
spregledamo sledove, ki jih znamo pa res samo arheologi prepoznati na terenu, je stvar izgubljena, zavedno. Ker ko odstranimo neko ostalino in ne ostane po tej ostalini ene kupe in terabajte podatkov, dokumentacije, je stvar zavedno izgubljena in odprta za vse možne manipulacije. Akribija in natančnost in resnicoljubnost sta gotovo prva pogoja za dobro znanost. Urka, slovenska literatura je gotovo vsaj v nekaj javni zavesti en prav poseben del naše dediščine. Posebej čislan, posebej slovesen, ima posebno mesto, se mi zdi, v slovenskem javnem in diskurzu in spominu. Kako je z njenim ohranjanjem? Torej, ko govorimo o literaturi kot besedni umetnosti, je zanjo gotovo zelo, če ne najbolj pomembno, branje. To, da jo torej vedno znova vzamemo v roke in jo prebiramo. Ker pa smo literarni zgodovinarji, pa moramo o tej literaturi tudi pisati, jo na nek način reinterpretirati, in tu vidim kot literarna zgodovinarka svoje poslanstvo tudi v nenehnem vračanju v arhiv. To se pravi, da se ne zadovoljimo s tem, da so naši literarno-zgodovinski predhodniki že vse naredili, ampak da mora pravzaprav vsaka nova generacija literarnih zgodovinarjev se vračati vanj in tudi se pravzaprav odločati, kateremu delu literarnega arhiva, razumljenega v tem najširšem pomenu besede, bo dala težišče. Moj vtis je bil tudi tekom mojega izobraževanja, da se je literarna zgodovina kot stroka zelo usmerila na robove kanona, kar je sicer hvalevredno, ker smo na tak način popolnili celo vrsto belih lis pri preučevanju zgodovine slovenske književnosti, vendar pa pri tem, tako mislim, pozabili na tisto, kar je bistvenega, tisto, kar je nekako jedro, kanon slovenske književnosti skozi teh pravzaprav dolgih 1000 let, če vzamemo Brižinske spomenike kot izhodišče, in sem nekako čutila to potrebo, čisto osebno, da se vnovič vrnem zlasti h klasikom slovenske književnosti, če izpostavim Jurčiča in Tavčarja, kar je bilo zame... Ste napisali pravkar monografije, ne? Ja, in tu moram dodati, da imam tudi zelo zanimivo in pozitivno izkušnjo sodelovanja z lokalno ravnjo, ker sem presenetljivo ugotovila, kako ti avtorji in kako njihova dela pravzaprav še vedno živijo v nekem ljudskem spominu, kar je bilo zame presenečenje, in kot rečeno, presenečenje tudi zato, ker sem nekako živela s prepričanjem, da so predhodniki že vse, kar je bilo bistvenega, postorili. Pa se izkaže, da ni tako in da je treba klasike vedno znova nekako prinašati v razvid. Še ena zelo pozitivna izkušnja, ki jo imam, torej o branju, o pisanju, o literaturi, pa je in po mojem tudi pripomore k ohranjanju literarne dediščine, torej popisovanje. To, da se literarni zgodovinarji tvorno vključimo tudi v popisovanje, evidentiranje literarnih zapuščin, ker tako olajšamo v sodelovanju z bibliotekarji in arhivarji dostop do teh vsebin in gradiv zainteresirani javnosti, se pravi, da opravimo tudi neko registratorsko delo, nekakšno predfazo literarnega raziskovanja, ker menim, da lahko s svojim znanjem, vednostjo o zgodovini književnosti res veliko pripomoremo. Mislite, da je slovenska literarna dediščina, Rajko je govoril o tem, kako izginja ali kako je ogrožena ta materialna dediščina, ali pa oziroma snovna in nesnovna dediščina kmečkega miljeja. Kako je pa z slovensko literarno dediščino? Ali so kakšna področja, ki padajo v pozabo, pa bi ne smela, ali pa bi bilo to, ali ne smela, ali pa bi bilo to posebej škoda zaradi njihove kvalitete oziroma zaradi njihove siceršnje pomembnosti za slovenski jezik ali pa za slovenski zgodovinski spomin.
Skratka, ali je tudi slovenska literarna dediščina ogrožena? Pravzaprav sem jaz tu precej optimistična, ker se mi zdi, da zlasti v zadnjem času, ali pa imam sama to srečo, da sem priča temu dogajanju, se mi zdi, da se kar precej oddaja gradivo ustanovam, v katere imamo zaupanje in verjamemo, da bodo to gradivo znale hraniti. Tako da moj vtis je, da zlasti recimo v Nacionalko, ko sem tam precej delala na rokopisnem oddelku, vedno prihaja neko novo gradivo. Je pa res, da je treba to gradivo potem ustrezno evidentirati In ovrednotiti. in ovrednotiti. In tudi starejše gradivo, ki se hrani, še ni v celoti pokrito, kar pomeni, da lahko posamezne segmente zapuščine ravno tako še vedno obdelujemo. Samo ena konkretna izkušnja, ko sem denimo preučevala Jurčiča, sem ugotovila, da obstajajo še neki drobni dokumenti, navidezno nepomembni, ki nam lahko pomagajo razjasniti genezo nekaterih njegovih del. In to niso revolucionarna odkritja, so pa taki drobni kamenčki v mozaiku vednosti, ki jih lahko prispevamo, če se k temu gradivu vračamo. Po drugi strani pa imam vtis, da se nam precej slabo piše, ko gre za področje biografike, ker se skušam postaviti nekaj desetletij pozneje in se sprašujem, kaj bomo čez toliko časa vedeli o življenju tistih, ki zdaj ustvarjajo, kar potrjuje tudi nekateri kolegi, ki delujejo na področju biografike. Namreč na eni strani vzamemo slovenski biografski leksikon in tiste temeljne članke, seveda lahko ugotovimo, da so podatkovno zelo bogati, da ne rečem celo preobilni, vzemimo denimo Prešernov biografski članek in kaj se bo zgodilo čez nekaj desetletij, ko se bodo tam znašli avtorji, avtorice, ki ustvarjajo danes in s katerimi se sama ne ukvarjam, tudi ne samo zato, ker to ni moje temeljno področje ukvarjanja, ampak pravzaprav, ker tudi upoštevam tisto, čemur je eden od mojih profesorjev rekel, posrečeno varnost pri delu, se pravi ta zgodovinska distanca 60-ih, 70-ih let. Biografika pa biografije, mislim, da smo tukaj in zgodovinarji in literarni zgodovinarji imamo še marsikakšen dolg za poplačati. Mi niti nimamo še neke sodobne biografije Primoža Trubarja recimo, pa imamo vse narejeno, izdana vsa njegova dela, preštudirano nulo vsak njegov stavek. Ampak ene sodobne biografije pa nimamo, ali pa nimamo takih velikanskih figur, kot je recimo Vitomil Zupa, ki je intrigantna, zgodovinsko intrigantna in literarno-zgodovinsko intrigantna osebnost, da bi bolj ne mogla biti, pa je tudi vse zbrano. V Nuku imate ne vem koliko map njegovega gradiva, njegovih pisem, korespondence, osnutkov, romanov, scenarijev in tako naprej. Skratka, to je ena blazna, blazno zanimivo gradivo, naša dediščina, ki še čaka na eno sodobno obravnavo. Smem samo še nekaj dodati. Prej smo govorili tudi o sodobnih pristopih na posameznih disciplinarnih področjih, no in literarna zgodovina in arhivistika sta dober primer, kako lahko neki sodobni pristopi, podprti s sodobnimi tehnologijami, odpovedo. Izkušnjo imam s programom Transkribus, za katerega se hitro izkaže, da če ni dovolj gradiva, se seveda program ne nauči brati, denimo, rokopis nekega avtorja in kaj potem ostane, ostane seveda človek, delo človeških rok in pameti, tako da tudi tu bo treba najbrž še kaj postoriti. Ja, tu smo pa še čisto na začetku, tu je zdaj večina znanosti, humanističnih in družboslovnih, ko gre za to tako imenovano digitalno humanistiko in družboslovje, smo pa tu šele na začetku, ampak pa ne samo slovenska,
slovenska humanistika in družboslovje. Tu tudi sicer so humanistika in družboslovje pri razvoju digitalne umetne inteligence in njenih orodij za proučevanje problemov ali pa gradiva še povsem na začetku. Torej, skepsa znanstvenikov do uporabe umetne inteligence je velikanska, ampak moja teza je, ali pa moj nasvet bi bil, da se je treba kar usesti na ta vlak, začeti uporabljati umetno inteligenco in jo tudi razvijati, kajti gre za orodje, ki se mu ne gre odpovedati, ne gre ga pa tudi prepustiti drugim, ker bomo s tem orodjem prej ali slej udarili nas po glavi ali po prstih za začetek. Renata, kot človek, vsaj meni, ko rečem besedo dediščina ali pa ko nanesem na besedo dediščina, se meni pred očmi najprej pokažejo cerkve in svetniki. Verjamem, da ne gre samo meni tako. Kako se pa umetnostni zgodovinarji lotevate ohranjanja dediščine vašega področja? Seveda, umetnostna zgodovina res izhaja iz te materialne dediščine, snovne dediščine, v glavnem nekih umetnostnih del in arhitekture. Pač vedno izhajamo iz teh materialnih stvari pri svojih raziskavah. Raziskave v umetnostni zgodovini so pa lahko zelo, zelo različne in zelo, zelo specializirane. Jaz bi na tem mestu pravzaprav najprej poudarila to, da te raziskave na eni strani pomagajo dediščini preživeti, če drugačne v tej pisni obliki, tudi če se jo potem izgubimo, imamo na nek način dokumentirano. Na drugi strani pa tudi družbi da vedeti, oziroma pokaže družbi, da je za to dediščino vredno skrbeti. Na tem mestu bi pa še posebej izpostavila interdisciplinarne raziskave, ker jaz osebno res verjamem, da bodo interdisciplinarne raziskave prinesle največji napredek. In filozofska fakulteta je en tak idealen prostor za interdisciplinarne raziskave. Tukaj deluje 21 oddelkov, vsak ima neke svoje specifike, vsak predstavlja svojo vedo in s tem sodelovanjem res delamo velike korake. Tukaj bi mogoče omenila samo en primer, projekt, ki že nekaj let teče, ki se odvija v okviru Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave, ICCHS, ki deluje na Filozofski fakulteti, in trenutno se ukvarjamo z raziskovanjem srednjeveškega Kopra. Zdaj, zakaj je to dober primer za našo razpravo danes? Koper je ostal brez svojih arhivov že med drugo vojno, odtujeni so mu bili arhivi, odneseni v Italijo in je zaradi tega pravzaprav so zgodovinske raziskave povsem zastale. Poleg tega so se pa po drugi vojni odločili tudi, da bo Koper postal industrijsko središče, ne pa pač neka turistična destinacija, neko tipično srednjeveško mesto. Pri tem smo izgubili kar nekaj materialne dediščine zaradi novogradenj, ki so takrat nastale. In zdaj se moramo mi kar s precejšnjim trudom vračati k temu stanju izpred tega časa, izpred časa druge svetovne vojne. Zdaj se je naenkrat odprl cel ta arhiv in se ukvarjamo z raziskavami, ki so jih recimo v drugih mestih opravili že pred desetletji, mi pa s tem zdaj pravzaprav šele začenjamo. In hkrati se pa tega celega problema lotevamo zelo interdisciplinarno, upoštevamo vse arheološke sloje, delamo na materialnih ostankih, se pravi na arhitekturah, ostankih arhitekture, drugih umetniških delih in pa tudi na pisni dediščini, ker bistveni del naših raziskav je pa prav to arhivsko gradivo. Tukaj mislim, da je Filozofska fakulteta pravzaprav ena pomembna inštitucija prav za interdisciplinarne raziskave. Seveda pa se pri interdisciplinarnih raziskavah ne smemo omejevati
zgolj na našo fakulteto, ampak moramo poiskati sodelavce tudi na drugih fakultetah naše univerze ali pa na drugih inštitucijah v Sloveniji in po svetu. In to tudi počne, ne, seveda to tudi intenzivno počnemo. In leto dediščine je tudi ena taka primerna priložnost za to, da se s temi vsemi inštitucijami še bolje povežemo in da v bistvu tudi odpremo neka vprašanja, ne, ki bi jih v prihodnosti lahko tudi še skupaj reševali. Ja, in ponujamo odgovore na in skušamo ponujati odgovore na ta vprašanja. Morda nekaj, kar bi bilo za naše poslušalce ali pa gledalce pomembno. Torej, vedeti je treba, ne, da dediščina je pravzaprav diskurs. Je pravzaprav čisto vse v življenju, ne, odkar vemo za Foucaulta pa Derridaja, diskurs. Kdaj se pravzaprav ta diskurs, ker včasih, kot je že Rajko rekel prej, smo govorili o spomenikih, govorili smo o preteklosti. Dediščina je več kot samo preteklost, ne? Dediščina je več kot samo zgodovina, dediščina je naše razumevanje obojega, naše razumevanje in je naš odnos do obojega. Kdaj se, če hočete morda, Rajko, ti, kdaj se pravzaprav vzpostavi ta diskurs o dediščini? Ja, diskurs o dediščini je neposredna posledica uničevanja druge svetovne vojne z ustanovitvijo UNESCO, ki je dolgo časa imel potem različne vidike možnega odnosa do preteklosti in iskanja najboljših rešitev, seveda zato, da prenesemo določene stvari, ki so bile med drugo svetovno vojno izgubljene, tudi potem v prihodnost. Leta 1972 so uvedli termin kulturna dediščina skupaj za naravno, takrat naravno in kulturno dediščino, ne, kot dediščino človeštva v celoti, in iz tega se je potem razvil koncept kulturne dediščine, kot jo poznamo danes. Pri nas v Sloveniji z letom 1981 s takratnim zakonom o varovanju kulturne dediščine. Predtem so bili pač zakoni za varovanje spomenikov. Zdaj, z etnološkega zornega kota je samoumevno, da ljudje, ki dediščino uporabljamo v vsakdanjem življenju, uporabljamo konstruktivno zato, da ustvarjamo prihodnost. To ni nekaj, kar pač čuvaš kot neko svetinjo, nedotekljivo zato, da bo za vse večne čase ostala nedotaknjena, ampak je temelj razvoja, ne? Temelj tistega razvoja, ki je po eni strani duhovni razvoj, po drugi strani družbeni razvoj, po tretji strani pa celo tehnološki razvoj v marsikaterem primeru, ne? Tako drži, ne? In ta razvojni vidik se mi zdi, da je ključen in smo ga tukaj tako učinkovito, ne, naslovili z letom navdiha, torej da ne govorimo samo o preteklosti. Ja, prav zato smo leto poimenovali tudi leto navdiha. Kaj vas pa, morda ob zaključku, kaj vas pa tako kot znanstvenike in čisto osebno pri vašem ukvarjanju z dediščino ali pa razmišljanje z dediščino posebej navdihuje? Kakšni so vaši največji upi v zvezi z dediščino? Kakšni so morda največji strahovi? Skratka, kakšen je vaš navdih in kakšen je vaš strah? Strah je povezan s tem, da je eno človeško življenje premalo, da bi obdelali vse, kar smo si zadali. To je moj največji strah, ker je gradiva res ogromno in kar vabi k obdelavi in ga zlepa ne bo zmanjkalo. Sicer pa ne delam kakšnih zelo velikih načrtov, razen tega, da si torej konkretno zadajam cilje. In če me sprašuješ o tem, potem je moje oko usmerjeno seveda še naprej k 19. stoletju in k klasiki in nekako po logiki in sledeč razvojnemu loku slovenske književnosti v Kersniku tja proti koncu 19. stoletja. In seveda Pahor, s katerim segam v 20. stoletje, ki pa je pravzaprav
tudi velika odgovornost, zato ker je tudi obljuba in moralna obveza pisatelju. Tako, tu bo treba še precej postoriti in napisati, saj je bil njegov strah, velik strah, pogojen seveda tudi z izkušnjo leta 1920. Da bi se še najmanjša stvar iz preteklosti izgubila, se pravi ta strah pred pozabo, zato je, se pravi, nujno spominjanje in to počnemo literarni zgodovinarji tudi s tem, da o literarni dediščini pišemo, obdelujemo, popisujemo, evidentiramo in tako dejansko ohranjamo pri življenju. Zaključim pa naj še s poudarkom na branju, temu se v literarni zgodovini oziroma če se ukvarjamo z literaturo, ne moremo izogniti in tu mislim predvsem na vračanje k tistim primarnim izvirnim tekstom. Renata? Mene kot umetnostno zgodovinarko seveda najbolj skrbi, da bomo skrbi ta ogroženost materialne, torej nepremične in premične kulturne dediščine, predvsem nepremično kulturno dediščino, stavbe, parke, arheološka najdišča, naselja, ogrožata pomanjkanje sredstev in kapital, čeprav se to mogoče na prvi pogled zdi precej absurdno. Tam, kjer je veliko denarja, se stare hiše nadomeščajo z novimi, se neprimerno predelujejo, ne pazi se na ohranjanje materialnosti, ampak se to nadomešča z nekimi novimi zidovi, novimi materiali. In hkrati pa se mi zdi, da je to prav to upanje, da nam to daje v roke tudi neko moč, neko sredstvo, ta problem, ki ga naslavljamo tukaj. To je ta segment, ki ga lahko bistveno spremenimo z znanjem in z javnim mnenjem, spreminjanjem javnega mnenja. Za ohranjanje spomenikov niso ključni le vrhunsko usposobljeni strokovnjaki, ki jih šolamo tukaj na Filozofski fakulteti, vemo, da pač se na Filozofski fakulteti izšolajo konzervatorji, ki delajo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, kustosi, ki delajo v muzejih, potem učitelji, profesorji, ki delajo na osnovnih in na srednjih šolah, univerzitetni profesorji in ljudje, ki vsakodnevno prihajajo v stik z dediščino. In tem je treba dati prava orodja, prave napotke, prav duh časa, da bodo znali to kulturno dediščino ceniti in da bodo znali z njo delati. Seveda pa niso samo te strokovnjaki tisti, ki varujejo dediščino, ampak je tu tudi zainteresirana in osveščena javnost, ki je mraz za dediščino. In prav zato smo se tudi lotili tega precej zahtevnega projekta Leto dediščine, zato da bi okrepili zavedanje družbe o tem, da je dediščina pomembna. Vabljeni k številnim aktivnostim, dogodkom v okviru tega projekta. Vsi so navedeni na naši spletni strani Leto dediščine FF. Ta program je obširen in sega od arheologije do antropologije, od literarne zgodovine do izkopavanj, in se dopolnjuje, tako da lepo vabljeni k spremljanju tega programa in k obiskom dogodkov. Rajko, kaj pa tebe najbolj skrbi oziroma kaj ti daje še upanja? Ja, jaz bom začel s pozitivnimi stvarmi. Prvo sem že omenil. Ne, obratno moram. Prvo sem omenil že prej, to je delo z dediščinskimi skupnostmi. Jaz mislim, da je prihodnost dediščine samo ta, v kateri bomo upoštevali dediščinske skupnosti kot nosilce nadaljnjega razvoja in preživetja dediščine. To pomeni preproste ljudi, ki najdejo v svojem lokalnem okolju in pa seveda v nacionalnem okolju, pa konec koncev v celotnem svetovnem okolju nek razlog, da bodo določene stvari
ohranjali. Druga je javnost in vplivanje na politike, torej ne na politiko, ampak to, čemur se reče policy v angleščini. Skratka, vplivanje stroke na to, da bodo odločitve, ki jih bodo sprejemali odločevalci v politikah, čim bolj racionalne in ustrezne. V javnost posegamo pa seveda tudi s poljudnimi deli. Tule sem si zapisal 3 avtorje iz etnološke, Damjana Osca, Janeza Bogataja in pa Ivana Sedeja, ki so prodajali svoja dela v izjemnih nakladah za slovenski kulturni prostor in jaz upam, da bomo s tem tudi nadaljevali. Potem je tretja točka, ki si jo že ti prej omenil, to je digitalizacija. Mogoče bi moral še dodati eno stvar, ki je izjemno pomembna, pa predvsem za etnološko kulturno dediščino, to je digitalizacija primarnega gradiva, ki potem postane tudi javno dostopno in predvsem dostopno za stroje in robote, ki iščejo podatke in na podlagi njih generirajo seveda vsebine, ko tu govorimo potem o umetni inteligenci. Mi se prav nič ne bojimo umetne inteligence, ampak menimo, da nam bo umetna inteligenca oziroma nam že izdatno pomaga pri sortiranju, razumevanju in uporabi gradiv, ki smo jih zbirali skozi praktično 1,5 stoletja. Tako da tu vidimo velik pozitivni izziv. Četrta točka, to je pa točka, ki jo je omenjala že tudi Renata, to je prenos znanja. Naša dolžnost profesorja, da prenašamo znanje naprej študentom in ti potem v prakso, je ključna in jo ravno tako moramo še naprej gojiti skupaj in hkrati tudi raznoliko. No, tisto, kar pa me na nek način najbolj skrbi, bom pa dal skozi konkreten primer. Ko sem prej omenil, da sem se leta 2011 srečal z dediščino v različnih oblikah pri samoniklih prizoriščih, bom dal konkreten primer Kuda France Prešern, ki je odmrl prav nekaj let potem zaradi politik, skratka financiranja, delovanja zasebnega društva, ki je imel eno redkih društev, ki je imelo v lasti tudi nepremičnino za izvajanje kulturnih dejavnosti. Zelo malo je takšnih društev. Društvo je nastalo leta 19, mislim, da kmalu po prvi svetovni vojni. Ustanovili so ga prebegli ljudje iz Primorske, primorski Slovenci skratka, in so gojili potem tam različne kulturne dejavnosti. Edino, kar je ostalo vpisano v seznam kulturne dediščine na Slovenskem, je čudovita dvorana Kuda France Prešern, ki je bila izjemno pomemben dejavnik seveda kulturnega življenja, ne samo v Ljubljani, ampak v Sloveniji v zadnjih 4-5 desetletjih. In ta zadeva je zdaj izgubljena, popolnoma. In bojim se, da dokončno. To je en tak primer, ki se nikakor ne bi smel zgoditi in se je zgodil izključno zaradi nerazumevanja pomena društvene dejavnosti v našem okolju in to pred dobrimi 10 leti. In to pomeni, da so dediščinsko skupnost dobesedno zatrli. Tega se najbolj bojim. Hvala. Matija, tebi bo izziv, če kaj vem, in navdih, oziroma tebi je v navdih za tvoje raziskave, ki se bodo dogajale, ali pa se že dogajale, ki se dogajajo in se bodo dogajale v prihodnjih letih, ena največjih groz in kriz našega časa, namreč podnebne spremembe. Prav skupaj prav s temi podnebnimi spremembami in pa vplivi na razne materijale in dediščino, materijali, ki nosijo to dediščino, se boš s svojimi številnimi kolegi ukvarjal v prihodnjih letih. Je res? Upajmo. Ja, to so nedvomno še en vidik dediščine. Pomemben vidik dediščine, zakaj je dediščina pomembna tudi za današnji čas, zakaj so scenariji, ki so se nam vedno znova dogajali, tako kot pravimo, da ne znamo se naučiti iz zgodovine, zelo hitro se obrne. V vsakih drugih volitvah rečemo, da vse pozabimo, kaj so govorili, kaj so obljubljali, kamoli, če gremo desetletja, stoletja, tisočletja nazaj, ko so se ljudje srečevali s
podobnimi izzivi, mogoče v drugačnem tempu, kot se srečujemo danes mi z njimi, ko naletimo v letošnjem letu v Bosni, v Avstriji, lanskem letu v Sloveniji, na območja, ki so bila poplavljena, kjer se je gradilo na napačnih lokacijah. Ne. To so eklatantni primeri, kjer bi lahko z upoštevanjem te časovne distance, ne, arheoloških podatkov, ki jih lahko dobimo, ki jih imamo, s katerimi delno že razpolagamo, ne, in se naučimo nekaj za današnji čas, da včasih se mogoče narave ne da ustaviti, da se je potrebno prilagoditi. Ne. In na drugi strani seveda tudi to, kar imamo danes, dediščina današnjega dneva, ne, je ogrožena, Ljubljansko barje, ne, v tem trenutku klimatske spremembe, to izsuševanje uničuje te kulturne sloje, to nam je vsem jasno, do kakšne mere, s kakšno hitrostjo, to je pa nekaj, kar se da preučevati, kar se da pa seveda spet s pomočjo umetne inteligence in močnih računalniških sistemov simulirati in predvideti, v katerih delih je to najbolj ogroženo, manj ogroženo in tako naprej. Ne. Pa seveda ne gre samo za Ljubljansko barje, pač tak prostor. Kaj pa tržnica, recimo, ali tukaj kakšno je pa recimo, ker to je en največjih izzivov, ne? Tako arheoloških, konzervatorskih, dediščinskih izzivov, gotovo, ne, če bo do gradnje parkirne hiše pod tržnico prišlo. Lahko tukaj mi že kaj ocenimo, kakšno je to tveganje, ne? Ker tukaj sta si strani celo vsaka k sebi, ne? Pro in kontra. Ali se to že lahko kaj oceni, kakšno je to tveganje, da se nam ne podrejo, ne vem, zvoniki, kaj je že, stolnice in ne splavajo po Ljubljanici arkade, Plečnikove. Na eni strani seveda naravne vplive vseeno lahko A vi lahko kaj ocenjuješ, lahko, ne? ja, Na drugi strani človeške vplive nekoliko težje. Ne? Tako da, jaz se bom držal tam, da bom raziskoval vplive klimatskih sprememb, podnebnih sprememb, socialnih sprememb na skupnost. In upal na najboljše v človekovi naravi. Tako tudi jaz počnem. Hvala vsem za vaše razlage, hvala vam za obisk in še enkrat naj vam bo dediščina v navdih in naj vam bo v navdih naše leto dediščine. Hvala lepa.